Zdaj se selimo na koprsko Bonifiko, kjer se je pred dobro uro končalo prvo državno prvenstvo z mednarodno udeležbo v 24-urnem ultramaratonskem teku. Z nami je zdaj Dejan Jelačin. Dejan, kako težka preizkušnja je za udeleženci? Koliko jih je ta enodnevni tek sploh končalo? Ja, Helena, lepo zdrav iz koprske Bonifike, kjer je zaključen ultramaratonski tek, 24-urni naporni tek za vse udeležence, ki jim tudi vreme tokrat ni bilo najbolj naklonjeno, vendar več o tem z Luko Videtičem, glavnim organizatorjem in tudi enemu od udeležencev te prireditve. Najprej ste tek uspešno spravili pod streho. Tek smo uspešno spravili pod streho, tako da imamo prvega državnega prvaka v teku na 24 ur. Nas vse zanima, koliko je pretekov. Državni prvak je pretekel 221 km, zmagovalec tekme je pa pretekel 253 km. No, in še imeni, kdo sta ta junaka? Prvi državni prvak je Damjan Krejač iz Slovenije, drugi zmagovalec je pa Mihael Šulja iz Srbije. No, sicer pa si rekord na 24-urni tek lastite prav vi, 265 km, nekaj metrov manj, če se ne motim. Kako napornih je teh 265 km, Luka? Dolgih, neskončnih, no, se pravim, da 265 km teč v 24 urah je daleč. Tudi če imamo že zaid z avtom, boli ritne, tako da se peljati, preteč 265 km je nekaj izven človeškega, ki si drugače ljudje niti ne morejo predstavljati. Mi smo pa nekako navajeni, ne? Je pa res, da včasih gre boljše, včasih gre slabše, ne? To so ekstremni napori in ne veš vedno, kaj te čaka na drugi strani, ne? No, vreme vam ni bilo najbolj naklonjeno, predvsem včeraj se je začelo slabo. Ja, vreme je bilo tudi napovedano, grdo, je bilo grdo vreme, se 4 močni nalivi so bili, tako da smo bili vsi premočeni, ampak nekako smo navajeni na to, to spada v del ultramaraton, če se 24 ur odzunaj, moraš pač tudi to pričakovati, da bo vreme grdo. No, za prvo prvenstvo kar dobro udeležbo, odkot so prišli tekmovalci, za kakšne tekmovalce pravzaprav so vsi ultramaratonci? To so vsi ultramaratonci, se pravi, da to so tekmovalci iz 13 držav. Naj omenim sosede Italijane, Hrvate iz Srbije, Slovaške, tudi iz Poljske, Madžarske, tako da smo imeli kar dobro zasedbo. Treba računati, da smo Slovenci mali in da tudi, da bi zapolniti eno tako tekmovanje z lastnimi tekmovalci je nemogoče. No. Za konec pa še čisto na kratko, ne smemo pozabiti na dekleta. Koliko je pretekla slovenska državna prvakinja oziroma rekorderka ali prvakinja? Slovenska državna prvakinja Nataša Robnik je pretekla 201 km. Čestitke tudi njej in čestitke tudi vam. Hvala, Luka. Toliko iz koprske Bonifike, lep pozdrav v studiu. Hvala, Dejan.